Maša, izvoli. Hvala, hvala Janja. Pa tudi hvala za to priložnost, kot tebi, kot Urbanu, ki ste me povabila, zrihtala, da lahko v bistvu tukaj malo povadim, da nekako moje prvo javno nastopanje. Tako da hvala tudi vsem vam, ki ste prišli in mi na nek način pomagate pri tem, da se malo izurim v takšnem načinu poročanja, pa tudi prenašanja nekih znanstvenih, raziskovalnih dognanj malo širši publiki. In pri tem je tudi Janja zelo pomagala, tako da hvala, da je malo korigirala moj jezik pa jasnost podajanja informacij. Danes vam bom predstavila temo moje magistrske naloge, ki je nosila naslov, ki ga vidite na zaslonu, oziroma to ni zaslon, je bolj platno. In sicer rastiranje vzdušja. Potem, kot gre navada v znanstvenih krogih, dodamo še nek podnaslov z eno kopico bolj specifičnih izrazov, ki jih bom v kratkem razložila. Mogoče najprej še par stavkov o meni. Sem magistrirala iz kognitivne znanosti, predtem sem pa doštudirala študij stare grščine in filozofije. In en del tega se je prav gotovo prikradel tudi v ta projekt. Zdaj pa za en uvod, mogoče najprej, da nas malo postavim v razumevanje vzdušja. Se pravi, ta izraz nam je prav gotovo vsem poznan, mogoče ga kdaj uporabljamo tudi pod besedo vibe, ko opisujemo neke občutke v kakšnih socialnih krogih. Zelo pogosto se ga lahko uporablja tudi za opis, ne vem, če spremljate kakšne športne prireditve ali pa nogometne tekme, ampak novinarji ga zelo radi uporabljajo za opis ozračja, vzdušja na štadionih, ne vem, poka od energije, prasketa od navdušenja in tako naprej. In to je en tak lep primer enega zelo močnega, mogoče kar malo tazga ekstremnega občutja vzdušja. Zdaj ne vem, če ste kdaj izkusili kakšno tako tekmo, če ste bili na kakšnem velikem štadionu, ampak za en oris, mogoče en tak utrinek, da se malo postavimo v en tak primer. Če bi si še predstavljali, da je to je bilo iz Allianz Arene, recimo, da bi si predstavljali, letos poleti je bila tekma med Slovenijo in Srbijo. Vem, da nekdo je bil na tej tekmi in mislim, da bi lahko poročal o tem, kakšno je bilo vzdušje, meni je. Pa še en primer, da si lahko malo predstavljamo eno drugo stran, recimo vzdušij. Pa bi vas povabila, da si predstavljate, ne vem, da ste turisti, recimo v Avili v Španiji in se sprehajate po cesti, en je šunder v ozadju, potem pa stopite iz tega šundra, vročine, svetlobe, sonce nabija v eno katedralo, recimo. Tako. In zdaj slika in zvok po zvočnikih ni dovolj, da bi vam res prislikala takšno vzdušje, ampak mogoče se pa lahko spomnite kakšnega takega primera, ko vstopite v hladno, nekoliko temačno, prostorno, napram vaši velikosti velikansko dvorano, kjer sonce sije skozi vitraže. In verjetno lahko prepoznate to spremembo v vzdušju. Nekaj vas zajame, potopite se v nekaj, kar ni zgolj vaše, ampak pripisujete nek del tega tudi okolju, ki vas obdaja. In to je bilo tudi moje nekako izhodiščno razumevanje vzdušja. Potem pa sem se želela spraševati, kako to raziskati in kako to umestiti v širše znanje. Prvo, kar bi rada izpostavila, je, da je to da zdaj prihajamo v domeno doživljanja. Se pravi, občutje, kot je vzdušje in podobna občutja, najdemo lahko samo v raziskovanju naših občutkov. In zdaj bi naredila en tak zelo kratek uvod v raziskovanje pojavov, kot so občutki, čustva, misli,
da bomo lahko skupaj razumeli nadaljevanje moje raziskave. In pri tem bi uporabila analogijo zavesti kot hobotnice. Zdaj smo se prestavili v domeno raziskovanja naše zavesti, našega doživljanja, sveta, kot se nam kaže. In zdaj smo na področju, ko je doživljanje vse, kar imamo. In zdaj si bomo predstavljali našo zavest, se pravi, vse, kar zaznavamo, se nam kaže v zavesti kot neka misel, zaznava, občutek. In zdaj si bomo predstavljali to zavest kot hobotnico. Na konici lovk ta hobotnica grabežljivo grabi neko vsebino. Se sooča s svetom, ki nas obdaja. Nenehno imamo neke misli, zaznave, nekaj vidimo, nekaj slišimo, nekaj čutimo, pa si ustvarjamo potem mnenja o tem, sodbe, preletavajo nas občutki, misli. In to je nekaj, kamor usmerjamo našo pozornost, na kar se fokusiramo. Naša pozornost je lahko razdrobljena, recimo, da bi imeli naša zavest ima veliko lovk in če naenkrat grabimo več stvari, smo nekako razpršeni, lahko pa več lovk grabi isto vsebino, takrat bi bila pa naša pozornost usmerjena. In tej vsebini, zaznavam občutkom na konicah lovk, rečem doživljajsko ospredje. Semkaj usmerjamo pozornost, tukaj je vsebina lahko dostopna, tukaj so zaznave, ki jih lahko opišemo, poimenujemo in pripišemo nek objekt. Tudi naše misli so tiste, ki jih lažje zaznamo, lahko si jih govorimo, vidimo, slišimo. To je tisto ospredje, kjer se gibamo večino časa. Tukaj so tudi občutki, malo drugače so obarvani, ker so občutki lahko včasih v našem ospredju, včasih pa v našem doživljajskem ozadju. Bolj, ko se pomikamo od konic lovk proti recimo temu glavi hobotnice, manj jasna je vsebina, obenem pa so tukaj globina našega doživljanja. Kaj s tem mislim? Če so bile v ospredju neka občutka, čustvi, naši odzivi na situacije v vsakdanjiku, bolj globje oziroma bližje sredici te hobotnice gremo, bolj v ozadje, bolj dlje trajajoča so naša recimo razpoloženja. To je nekaj, kar se nam lahko recimo vleče čez tedne, mesece, nekaj, kar nas bistveno določa in določa tudi te čustva in občutke v ospredju. Tukaj so tudi naše globoka prepričanja in znanja. Recimo, če vas vprašam, kje je Pariz, bi bilo zdaj Pariz in ta stavek nekje v ospredju. Iz kje pa črpate vaše znanje o Parizu, pride pa iz nekih globjih znanj, ki niso vedno razprostrta. Lahko pa s tem, ko usmerite pozornost, začnete razpirati to vsebino in se vam začne neka znanja pridejo v ospredje pozornosti. Kaj vse veste o Parizu, mogoče potem, če ste že bili v Parizu, kakšen spomin, asociacije, pa potem se lahko poglobite in je tok misli in se vam raztira ta vsebina iz ozadja. In kar sem se rekla, v bistvu zdaj ko smo usmerili pozornost, so te vsebine šle, čemur bi rekla, v doživljajsko ospredje. V ozadje bi umestila tudi periferne zaznave, se pravi, če zdaj pozornost posvečam sredino mojega vidnega polja, to je v moji pozornosti, ampak vendarle se pa zavedam tudi občutka prostora, širše okoli mene, pa nekako svetlobe, čeprav ji ne posvečam aktivne pozornosti, je prisotna v mojem doživljanju. In temu doživljajskemu ozadju, podlagi, tudi težje na ta način posvečamo pozornost, ker na nek način je to podlaga, od koder naša pozornost izvira in jo bistveno tudi obarva. No, in v doživljajsko ozadje sem umestila tudi vzdušje kot izhodiščno razumevanje. Občutje vzdušja, ko sem se lotila raziskave, sem seveda se posvetovala z znanjem, ki je predhodilo
moji magistrski in predvsem sem se sklicevala na literaturo iz področja arhitekture, oblikovanja in estetike, filozofije in fenomenologije ter tudi psihologije in nevroznanosti. In na podlagi tega sem vzdušje umestila v obrobno zavestno izkustvo oziroma doživljajsko ozadje. Opredelila sem ga pa tudi kot vrsto afektivnega izkustva, ki se kaže v odnosih, ki same s seboj, v mojim odnosim s svetom in z drugimi v svetu. Da razložim izraz afektivno izkustvo. Afektiven pomeni vse, kar je v zvezi s čustvi in občutji nasploh. Čustva niso ravno primeren izraz, ker v raziskovanju čustev jih tretiramo kot imajo čustva več komponent, tako vedenjsko, nek fiziološki odziv in doživljajski aspekt. Mene je v moji raziskavi zanimal predvsem doživljajski aspekt, zato sem se odločila za malo širši termin. V angleščini bi lahko to prevajali, bi lahko uporabili tudi termin feelings, ampak spet v slovenščini nimamo čisto pravega izraza, kajti občutki je spet preširok pojem, ki pravzaprav vse bi lahko bili občutki. Tako da zato afektivno izkustvo. Še na kratko obrazložim izraz iz podnaslova, kajti moja raziskava, kako sem jo zasnovala, je bila etnofenomenološka. In da na kratko opredelim to skovanko. Prvi del označuje etnografijo. To pomeni, da smo zbirali podatke o vsakdanjiku in risali neko širšo sliko posameznikovega življenja. Etnografijo bi lahko prevajali tudi kot narodopisje, kajti etnos pomeni narod, pleme, grafe in pa pisanje, je skovanka iz grščine in ta veda načeloma opisuje in proučuje življenje, običaje in navade narodov. Fenomenologija, katero bi lahko prevajali tudi kot pojavoslovje, pa je skovanka iz fenomen verjetno poznate besedo, to pomeni, kar se kaže, pojav, logos pa pomeni besedo, razlago, zgodbo. Se pravi, zanimalo me je tako raziskovanje pojavov, kot se nam kažejo, kot umeščanje naših doživetih pojavov v širšo sliko posameznikovega dne. Se pravi, ni me zanimalo samo, kako posameznik občuti, v kakšnem razpoloženju je, ampak tudi, kaj počne, kje je, s kom je. V uvodu s hobotnico, ki upam, da ni bil preveč neroden, ampak upam, da sem s tem uspela nekako naslikati pravzaprav težavo raziskovanja vzdušja. Namreč, če ga uvrščamo v skupino pojavov, ki je del doživljajskega ozadja. In doživljajsko ozadje je nekaj, ki se na nek način izmika pozornosti. Kako vendarle potem ujeti pojav, kot je vzdušje? In to je bilo moje prvo vprašanje, s katerim sem se soočila. Drugo je bilo pa, kako občutke, kot je vzdušje, umestiti v širšo paleto naših izkustev in kako ga umestiti v nabor čustvenih dimenzij doživljanja. Nadalje sem želela raziskati povezave med našim počutjem, torej doživljanjem, fenomeni, ter našim početjem in okoljem, se pravi, z našo etnografsko dejavnostjo. Obenem, kot produkt in tekom raziskave, pa sem želela tudi oblikovati in ponuditi jezik, ki je primeren za raziskovanje čustvenih dimenzij doživljanja. Kako pa sem to počela? Za takšno vrsto raziskovanja, brskanja po samem sebi, kajti doživljanje je venomer dostopno neposredno samo posamezniku samemu, sem prvobitno potrebovala zelo radovedne in zavzete soraziskovalce. Namreč, jaz lahko soraziskovalcem samo pomagam raziskovati lastno doživljanje. Do njihovega doživljanja nimam neposrednega dostopa. Imam samo posredni dostop prek jezika, komunikacije, zato je tudi oblikovanje jezikovnih pojmov tako pomemben aspekt. In tako je bil prvi korak pridobiti radovedne in nadobudne raziskovalce. Na srečo sem imela srečo,
Kajti raziskava se je osnovala, idejo zanjo sem dobila, ko sem bila na izmenjavi, kjer sem si stanovanje delila še z 2 študentoma kognitivne znanosti. In to se mi zdela izvrstna in edinstvena prilika za brskanje po našem doživljanju, sploh v povezavi z vzdušjem. Kajti na tisti točki smo si delili stanovanje že kar nekaj mesecev, to je postal naš dom. In to se mi je zdela res edinstvena prilika, tega ne bi mogla poustvariti. Mogoče, če bi imeli res nek velik budžet za raziskavo, kjer bi si najeli hišo in tam živeli. Ampak dokler tega ne bomo pridobili, je bila to odlična alternativa. In nekako mi je uspelo prepričati 2 sostanovalca, da bi z mano se kar dobršen čas pogovarjala in poročala o svojem doživljanju. Tako da na nek način sem tudi pridobila zelo globoko sliko svojih prijateljev. Tudi jaz sem sodelovala kot eden soraziskovalcev. Takole sem anonimizirala nas 3 soraziskovalce. Namreč delili smo si stanovanje, tako da se mi je zdelo primerno, da vsakemu pripišem, oziroma moj mož jim je pririsal rastlino, sobno rastlino. In tako se je začela prva faza naše raziskave. In to je bila naprej zelo pomembna faza, pilotna študija, ki je trajala 1 mesec. V tej fazi sem pravzaprav se ukvarjala s tem prvim vprašanjem, kako sploh raziskovati vzdušje. In tukaj so bili moji soraziskovalci zelo potrpežljivi z mano, ko sem jim skoraj dnevno spreminjala vrsto vprašanj in količino pogovorov. In tukaj smo res v bistvu skupaj oblikovali potem raziskovalni načrt, ki je nato potekal v 2 fazah. Ena faza je potekala februarja lani in ena marca. Prva faza je potekala, ko smo bili na izmenjavi. Druga faza pa, ko smo se preselili nazaj, vsak k sebi domov oziroma v različna stanovanja. In to je bilo tudi namerno, kajti zanimalo me je tudi, ali bodo kakšne spremembe v naših vzdušjih, če bomo zamenjali nek pomemben faktor, se pravi nekega izhodišča, kje prebivamo. Kako pa je zbiranje podatkov potekalo? Povem zelo v kratkem. Najprej pa vam na kratko predstavim, kaj nas je zanimalo, vrste podatkov, ki smo jih zbirali. Se pravi, omenila sem, zanimalo se nas je doživljanje, torej o tem, kako smo v nekem trenutku. Zanimalo nas je, kaj počnemo in kje smo. To je bila prostorska iztočnica, to je tloris našega stanovanja na izmenjavi. In evo, tole smo 3 nadobudni soraziskovalci. Zdaj pa vam na kratko predstavim način, kako smo podatke zbirali. Prva zelo pomembna zbirka podatkov je bila zbrana ob naključnih trenutkih s pomočjo mobitela. Tukaj bi najprej omenila, da je bil zelo pomemben aspekt tudi oseba, ki nam je pomagala zbirati te naključne podatke. To so bile 3 prijazne osebe, ki so potem klicale 3 soraziskovalce ob naključnih trenutkih preko dneva. Namreč želeli smo zbrati trenutke v dnevih, ne da bi planirali, da bi zagotovili malce večjo veljavnost, razpršenost podatkov tekom dneva, ko raziskovalec ne pričakuje, da bo moral zdaj poročati o svojem doživljanju in početju. To pomeni, da je soraziskovalec prejel klic, na katerega se ni odzval, in potem je s pomočjo mobitela zabeležil svoje doživljanje in dogajanje tik pred signalom, torej tik pred klicem. Odgovoril je na vprašanje, kako se počuti, kje se nahaja, kaj počne, s kom je, tudi fotografiral je svojo okolico, potem pa je tudi opisal prosto vse, kar je bilo prisotno v njegovem doživljanju v tistem trenutku. Druga skupina podatkov so bili dnevniški zapisi. Te naključne trenutke smo namreč želeli umestiti v celotno sliko dneva, v celotno sliko tedna, da smo s tem še povečali neko razumevanje, kontekst. Obenem pa nas je tudi zanimalo,
a se kakšno razpoloženje pojavlja v več trenutkih, kako je to v sliki celotnega dneva. Teh naključnih trenutkov smo zbrali recimo 5 do 10 na dan, potem smo jih pa umestili v celoten proces posameznikovega dne s pomočjo dnevniških zapisov. Obe skupini podatkov, to je zelo bistven del, smo pa razširili in poglobili skozi pogovor v okviru intervjuja. Te intervjuje smo snemali, potem sem te podatke delno transkribirala in tudi uporabila kot del celega kupa mojih podatkov. Pogovor oziroma intervju je res ključen del, prav zato, ker, kot sem omenila, nimam neposrednega dostopa do doživljanja drugih in zgolj opis ni nujno dovolj oziroma ponavadi ni dovolj. Želimo več podatkov, želimo osmisliti te zapise in jih umestiti tudi v lasten konceptualni svet. Se pravi, da pridemo s soraziskovalcem do nekega konsenza, da se razumemo, da razumemo njegov opis, da pravilno interpretiramo, kar se da pravilno interpretiramo nabrane vzorce. Tole je en primer podatkov, to je naključno nabrani vzorec v okviru dinner partija, ki smo ga priredili v našem stanovanju. Soraziskovalci kot subjekti so anonimizirani z rastlinami, naš gost je pa anonimiziran kot objekt, kot skala, ker pač ni prispeval svojih podatkov, tako da to je cena. Lahko preberem. Za mizo spodaj smo pojedli in govorimo o jedi, ki smo jo pripravili. Sem malo preveč sit, drugače je vzdušje zelo prijetno, malo sem utrujen, dosti meglen sem, vzdušje je tudi umirjeno, v ozadju je glasba in gibljem se na glasbo, misli mi ne plavajo stran, spremljam Foja, ki si piše recept in imam neke medle vizualne predstave. To je primer opisa podanega v mobitel naključno, se pravi, zato so malo krajši, ne želimo preveč poseči v flow vsakdanjega življenja, čeprav neizogibno takšna raziskava poseže v vsakdanje življenje, ko moraš 7-krat ali pa 10-krat na dan te nekaj zdrami iz naravne naravnanosti, iz tega, kako navadi počenjaš stvari in dobiš pisk, potem pa moraš se pomisliti, zamenjati način, kako pravzaprav opazuješ in deluješ in poročati o svojem doživljanju. Zdaj bi pa še enkrat umestila občutke v to veliko delitev, ki smo jo v bistvu določili že ob začetku zbiranja podatkov na podlagi literature. Ta jezik smo tudi vsi trije soraziskovalci kar hitro ponotranjili. In sicer doživljajsko ospredje in doživljajsko ozadje. Kaj je glavna razlika? Še enkrat bom ponovila. V ospredju so načeloma pojavi jasneje prisotni, hitreje se spreminjajo, vsebina, zaznave, lažje jim pripisujemo tudi izvor in zavzemajo ponavadi večji del pozornosti. Medtem ko pojavi v doživljajskem ozadju zavzemajo navadno manjši del pozornosti oziroma jim ne posvečamo veliko aktivne pozornosti, spreminjajo se počasneje in so prisotni na bolj nejasen način. En primer tega bi bil torej, v ospredju imamo jasne misli, če te nekdo vpraša, kaj pa zdajle razmišljaš, lahko poveš neko vsebino, so tudi neki glasnejši občutki, kako se počutiš, kako si, to je v velikih kulturah navada, da ko se pozdraviš, že kar vprašaš, kako si in če lahko odgovoriš, je navadno nekaj, kar je bilo v doživljajskem ospredju. In razne zaznave, se pravi, če bi vas vprašala, kaj vidite zdajle, kaj slišite, upam, da mene, kaj vohate, a čutite kakšno temperaturo, to bi bilo tudi v doživljajskem ospredju. Bolj v ozadju bi bilo, kot sem že omenila, periferne zaznave, neka prepričanja, sem bi tudi uvrstili neke globlje, recimo vrednote ali pa način, kako delujete, neko ponotranjeno znanje in neka dolgotrajna razpoloženja. In to, kar je v ospredju, torej rečemo, da je ponavadi predmet naše pozornosti, to, kar je pa v ozadju, pa navadno podlaga naše pozornosti.
Zdaj bi vas pa, da malo preizkusite to, kar razlagam, povabila, da preberete stavek, ki se bo pojavil na platnu. Zdaj bom malo predpostavila, kaj je bilo v vašem doživljanju, česar se načeloma pri tovrstnem raziskovanju ne počne, ampak za namene edukacije bom zdaj predpostavila. Recimo, da so bili v ospredju neki hipni občutki glede prebranega stavka. Mogoče ste se strinjali, mogoče se niste, mogoče ste imeli nek na videz nevtralen odnos, ali pa vam ni bilo jasno, zakaj morate zdaj ta stavek brati. Potem mogoče so bila prisotnega občutja povezavi z vašim obiskom mestnega muzeja danes, s tem prostorom. Mogoče so bila pa tudi še nekje bolj v globini prisotna občutja v zvezi z muzeji nasploh. Mogoče jih imate zelo radi in ste se lahko s tem stavkom s tem tudi strinjali, ali pa mogoče nimate nekega odnosa. In mogoče je bilo prisotno tudi, ste zaznali neko vzdušje v tem prostoru, ali pa občutek osebe, ki sedi zraven. Mogoče je bilo v tem trenutku prisotno še tudi kakšno vaše dnevno razpoloženje ali pa tedensko razpoloženje. Za ta en tak prikaz, kako lahko pobrskamo po sebi v nekem danem trenutku. Zdaj bi vas pa še enkrat spomnila na kratko, kako je izgledala večina mojih podatkov. Se pravi, to so bili večinoma neki tekstovni opisi, bodisi kot neke krajše enote, ali pa kot daljši zapisi dnevnika, ali pa kot moji zapiski iz intervjujev, ali pa kot transkripti intervjuja. No, in tole je recimo en tak primer enega drobca, ena enota podatka. In te vse vrste podatkov sem potem dala recimo temu na kup. To je zdaj bila celota mojega gradiva, s katerim sem rokovala, ko sem prišla do analize. Zdaj vam bom zelo na kratko predstavila, kako kvalitativno raziskovanje rokuje s podatki, da boste lahko razumeli moje rezultate. Ko dobimo eno tako gmoto opisov, se moramo na nek način znajti po njih. To je zdaj naše gradivo, s katerim delamo, in potem začnemo iskati vzorce. Začnemo gledati, kaj je tisto, kar je podobno, gledamo, ali ima kaj podobne barve, oblike, zdaj v tej analogiji, in začnemo potem nekako kupčkati podobne vzorce. In potem najdemo neke podobne enote gradiva. Pomembno je, da jih razvrščamo po pomenu, ne samo po formalni strukturi, se pravi ne samo po besedah, ampak po tem, kaj te besede sporočajo. In prav zato je res intervju ključen del tovrstne raziskave, da res pridemo do razumevanja, do pravega razumevanja, kaj je soraziskovalec želel s svojim opisom sporočiti. In potem še naprej razvrščamo, kupčkamo in iščemo in poimenujemo podobnosti, in tako pridemo do čemur rečemo kategorij. Se pravi pojmov, pojavov, pojmov, ki smo jih pripisali podobnim pojavom. In temu procesu rečemo kvalitativna analiza. Se pravi, kategorija je nek opis značilnosti neke vrste naših podatkov. In zame, ker me je zanimalo vzdušje, ki sem ga uvrstila med afektivna občutja, me je zanimalo, kako lahko afektivno pokrajino naših soraziskovalcev na ta način mapiram in razvrstim. In če zdaj vzamemo, da je bila celota mojih podatkov, torej opisi afektivnih izkustev, sem potem začela to gmoto deliti. Prva delitev, groba, sem jo zdaj že večkrat omenila, in sicer najprej sem razložila, ja, to je dober izraz, na doživljajsko ospredje in doživljajsko ozadje. In potem ta del je bil v bistvu že vnaprej predviden, in res smo na ta način lahko tudi opisovali in poročali o svojem doživljanju. Potem pa smo tekom intervjujev in moje analize te dve kategoriji, recimo, če imamo to področje, pa jih potem delimo na province, in recimo, da sta to dve prevladujoči provinci, potem pa delimo na manjše regije.
In tako smo razdelili doživljajsko ospredje in doživljajsko ozadje na podkategorije, ki pokrijajo celotno to provinco zdaj. V doživljajskem ospredju smo našli 4 vrste občutij oziroma kategorij. In sicer ena zelo prevladujoča kategorija so bili hipni občutki. To so občutki, ki so zelo na površju in hitro se spreminjajo. Iz trenutka v trenutek lahko najdemo nek mali občutek, nek odnos do neke zaznave ali pa neke misli, ki se pojavi v našem doživljanju. Lahko bi bil tudi en tak primer močnejšega hipnega občutka. Ne vem, če se vam kdaj zgodi, hodite po cesti, saj meni se to lahko zgodi, ko hodim po cesti in mi hodi nekdo nasproti. Hodim po desni strani ceste in oseba gleda na telefon in me nekako ne zazna in se mi sploh ne umakne. In potem, v enem trenutku, ko se srečava, začutim en tak priplav, ena ziritiranost, se umaknem, grem naprej in ta ziritiranost zgine in je že pozabljena. To je en tak primer močnejšega hipnega občutka, ampak značilnost njega je, da nisem nanj navezana, hitro pride in hitro zgine. Potem drugo skupino sem poimenovala čustveni naboj, ki napram hipnim občutkom traja nekoliko dlje, ima prav tako jasen izvor, tako da z lahkoto pripisujemo te čustvene naboje nekim na videz zunanjim dražljajem. Nanje smo nekoliko močneje navezani, to pomeni, da pogosto posežejo, se na nekaj v nas navežejo, trajajo tudi dlje. Mi smo tudi ugotovili in opazili, da ko je bilo več teh čustvenih nabojev podobno nabitih, je poseglo v dlje trajajoče razpoloženje. Smo pa jih razdelili na čustveni zasebni naboj, socialni naboj in spatialni naboj. Se pravi, glede na to, čemu pripisujemo izvor. Nekako to bistveno zaznamuje, a je to nekaj, kar je v povezavi z mojimi lastnimi misli ali pa delovanjem, a je to nekaj, kar me moti z neko osebo ali pa mi je všeč pri neki osebi, s katero interaktiram, ali pa je mogoče nekaj, kar povezujem z okoljem. Recimo nek šunder ali pa nek zvok ali pa neko šumenje, ki recimo me moti. Tretja skupina, zelo pomembna za raziskovanje vzdušja, kot se je izkazalo, je tuji afekt in je pravzaprav zelo zanimiva, kajti je skupina afektov, ki jih občutimo, se pravi, ne samo, da se jih zavedamo, da bi jih prepoznali, ni samo to nek intelektualni uvid, ampak jih čutimo, vendar obenem vemo, da niso naša lastna. So občutja nekoga drugega. Zdaj, a so to občutja, kot jih ta oseba dejansko občuti, tega ne vemo, ampak mi jih občutimo, kot da je nekdo, recimo, ne vem, sploh če ste si z nekom zelo blizu, ta oseba stopi v prostor, vi kar čutite energijo te osebe. Naj si bo dobra ali slaba. In potem, odvisno od vašega bolj ozadnjega razpoloženja, mogoče ta tuji afekt poseže v vas in začne in tudi v vas vzbudi čustvo, ki ga pa zdaj čutite kot svoje lastno, ali pa ga čutite, ampak v vas ne poseže. Potem je pa še ena skupina, ki sem jo poimenovala osprednje razpoloženje. Ta pa pravzaprav opisuje, na kakšen način se vsi ti pojavi v našem ospredju kažejo. Ali je to enovito, se pravi ponavadi bi bilo manj raznolikih čustvenih nabojev ali občutkov. Pogosto je bilo to tudi, ko smo imeli neko enotno dejavnost. S tem, recimo, to bi bil primer tudi, ko padete v flow, ko počnete neko dejavnost, kamor ste zatopljeni. To je bilo v naših primerih povezano z občutjem osprednjega enotnega razpoloženja. Ali pa je mogoče osprednje razpoloženje razdrobljeno. To je bilo zelo pogosto, o tem so poročali, ko smo recimo vstopili v nov prostor. Še posebej, če je bil tak zelo veliko različnimi informacijami, recimo v nakupovalno središče. Takrat je bilo zelo veliko malih občutkov. To je bilo tudi, smo poročali o tem, ko smo delali več nalog hkrati, se pravi nek multitasking, ko je bila naša pozornost razpršena.
In zelo pogosto je potem te različne, če zdaj se spet nanašam na lovke, če smo veliko stvari grabili različnih in vsaka od teh stvari je vzbujala neko občutje. Ne nujno vsaka, ampak veliko od teh. In potem je bilo naše osrednje razpoloženje razdrobljeno. V doživljajskem ozadju smo pa oblikovali 3 kategorije. Ozadnje razpoloženje, ki je kot nekakšen doživljajski filter. Se pravi, kako, na kakšen način se nam kažejo pojavi v ospredju. In ta filter je bodisi prozoren, bodisi nepropusten ali pa meglen. Ko je bil prozoren, temu smo rekli odprto razpoloženje, smo bili zelo dovzetni za spremembe naših osprednih občutij. Zelo hitro smo lahko zanihali iz enega počutja razpoloženja v drugo, lahko nas je nekdo spravil v dobro voljo ali pa v slabo voljo. Medtem ko je bilo naše ozadnje razpoloženje zaprto, smo bili zelo nedovzetni za spremembe. V dobrem ali v slabem. To pomeni, da se lahko trden in nek tuji afekt ne posegavate, ali pa si trden morda sebi v škodo. Se pravi, se zbudiš zelo slabo razpoložen, tečen in te nekdo poskuša spraviti v dobro voljo, da jih pojdi na sprehod. Ne, ti si zelo ne prepuščaš sprememb svojega razpoloženja. Potem, če je pa bil filter meglen, je bilo naše razpoloženje otopelo. To je bilo zelo pogosto, ko smo bili utrujeni in ta otopelost se je kazala na vseh nivojih našega doživljanja. Celotna doživljajska pokrajina je bila nejasna, misli so bile ponavadi take okorne, težko smo tudi povedali, o čem so bile. Tudi pozornost je bila taka pridušena, šibka, težko smo jo vzdrževali in tudi afekti so bili taki pridušeni in šibki. Zdaj smo pa prišli do vzdušja. In kot vidite, sem odkrila oziroma oblikovala 2 kategoriji vzdušja. Eno ambientalno vzdušje, semkaj bi uvrstili občutke, o katerih sem govorila čisto na začetku. Se pravi, recimo občutje, ko vstopimo v katedralo in zaznamo neko skrivnostno, temačno, veličastno recimo vzdušje. In zajema skupek občutij, katerih izvor pripisujemo svetu, mi pa se počutimo kot bodisi del tega, bodisi kot zgolj opazovalec. V kakšnih kontekstih smo se počutili, kot da soustvarjamo vzdušje, kdaj pa smo samo čutili to vzdušje, vendar se nismo počutili kot del tega. En tak primer bi bil recimo lahko tudi, ne vem, imate, kot smo imeli večerno žurko in smo se zelo počutili vpeto in smo soustvarjali vzdušje, vsi smo bili sproščeni, nekoliko igrivi. Pa bil pa primer, ko pride nova oseba na to našo žurko in zazna, da je tukaj vzdušje sproščeno, prijetno, vendar ta oseba še ne čuti tega vzdušja v sebi. Lahko ga prepozna, lahko ga začuti, vendar se ne počuti kot soustvarjalec, ampak samo kot opazovalec. Potem pa smo se izkazalo, da je pa neko vzdušje, ki je še globje in nas skoraj v vseh vzorcih oziroma naših podatkih smo lahko našli neko globinsko vzdušje. Nekaj, kar se zelo počasi spreminja in nas spremlja iz trenutka v trenutek. Ta občutja pa čutimo kot globoko sebi lastna in nekako prevevajo celoto naše doživljajske pokrajine. In zelo pogosto smo poročali o nekih občutkih napetosti, vznemirjenosti, negotovosti, anksioznosti in tovrstna občutja smo poimenovali kot neko globinsko vznemirjenost. Ko pa te vznemirjenosti ni bilo, v teh trenutkih sem poimenovala kot nevznemirjenost in ponavadi je bila prav to značilnost tega, prav odsotnost te neke poznane domačne napetosti iz ozadja. Globinsko vzdušje je na nek način težje dostopno in manj razvidno, prav zato, ker je manj in počasneje spremenljivo. Nima tudi neke jasne vsebine ali pa odnosnosti in ga čutimo primarno kot nek nivo vznemirjenosti. Omenila sem, da smo ga torej razdelili, temu jaz rečem dvojec globinskih vzdušij. In večinoma je bila prisotna
neka globinska napetost, neka globinska vznemirjenost. Zakaj sem poimenovala na način nevznemirjenost in vznemirjenost? Tukaj gre pa za v bistvu, kako se temu v igricah reče, velikonočno jajce, ko nekaj skriješ. Bom razložila, se pravi, kot sem omenila, grška filozofija mi je zelo blizu in tudi za diplomo sem se ukvarjala z Epikurejci in naslov moje diplomske naloge je bilo v iskanju nevznemirjenosti. Na nek način sem jo našla, sicer ne na način, kot bi jo želela, ampak Epikurejci, kot večina mislecev helenistične dobe, so se ukvarjali z iskanjem načina, kako doseči notranji mir. In notranji mir v grščini se imenuje ataraksija. To je, kot bi bila naša beseda za mir, vendar v grščini že beseda za mir nosi pomen odsotnosti pretresa. Se pravi, taraso pomeni pretresam in ataraksija pomeni, da tega pretresa ni. In to se mi je zdelo tako zelo poetično in skladno z mojimi podatki, kajti večinoma je bila prisotna neka napetost, nek pretres, in ko te napetosti nismo zaznali, smo to opisovali kot nek mir. Takrat smo bili umirjeni, to smo pisali kot neko brezskrbnost, varnost, napram neki vzdraženosti, anksioznosti, kar povezujem tudi z občutkom ogroženosti. Zdaj, ta dvojec se mi zdi zanimiv, tudi zaradi tega, ker če na kratko skočimo v nevroznanost, tam imamo dva sistema, zelo pomembna za naš obstoj, se pravi parasimpatično in simpatično živčenje in sistema torej miru, počitka in prebave, rest and digest, ali pa bega in boja. Zelo pomembna sistema, beg in boj oziroma simpatično živčenje se ponavadi vklopi kot nek odziv in povzroči, da smo pripravljeni na akcijo, na delovanje, sproščajo se veriga hormonskih reakcij, zelo pomembna za naše preživetje. Ko pa smo prišli do situacije, ki je varna, se pa tudi parasimpatično živčenje, ta proces se opisuje bolj kot stanje. Navadno, potem, ko smo zaužili nekaj hrane, imamo čas in mir za prebavo, takrat se pa lahko vklopijo procesi, ki omogočajo to, da lahko mi prebavimo, se regeneriramo. In ta dvojnost in ta cikel se mi zdi zanimiva, ker smo jo našli tudi v našem globinskem doživljanju in v našem delovanju. Se pravi, iz tega, da se podimo za nekimi cilji, akcijo, si v bistvu zagotavljamo zdaj ne nujno več toliko varnosti, ker načeloma imamo srečo, da živimo v precej varnem okolju, pa vendar se nam zdijo stvari precej nevarne, se počutimo ogroženo od marsičesa. Tudi če to zdaj ne ogroža več našega življenja, pa ogroža naš občutek lagodja in udobja. In potem se nenehno vrtimo v tem krogu iskanja rešitev, da bi nam bilo udobno, in potem kaj hitro se znajdemo spet v skrbi za nekaj in v neki vzdraženosti, aktivnosti. Na kratko bi izpostavila še en sklop rezultatov. In sicer še vedno smo v sferi doživljanja, ampak pogosto smo svoje doživljanje in občutke opisovali glede na neko bližino okolja, ki nas obdaja. Najožji mehurček, kot sem ga tukaj poimenovala, je naše zasebno okolje, recimo tudi zamejeno z mejami našega telesa, in semkaj ima neposreden vpogled samo posameznik sam. Druga skupina občutkov in pojavov je bila v navezavi z našim socialnim oziroma dejavnim okoljem. Recimo, da je bilo to tudi v bližini mojega rokovanja z rečmi in pogovora, očesni stik, ta nivo socialne komunikacije ali pa moje dejavnosti. Se pravi, ko sem že v interakciji s svojim okoljem, vendar bližnji interakciji. In tretja bi bil pa mehurček, ki obdaja obe, to je pa neke širšo spatialno okolje. In zakaj to izpostavljam? Ker je bilo zelo zanimivo, ker smo lahko v nekem trenutku pripisali različne afektivne vrednosti različnim mehurčkom.
In to je bilo zelo raznoliko. V enem primeru je bilo v zasebnosti občutena neka globlja žalost, medtem ko je bilo v socialnem okolju, se pravi s prijatelji za mizo, vzdušje prijetno, mirno in sproščeno, kar se zdi v kontrastu s tem, kar je bilo čuteno zasebno. Medtem ko s širšim okoljem, od koder je prihajala glasba, šunder, dekor tega lokala, so bili pa spet neki mali, bolj hipni občutki, kot da je ta šunder moteč, pa vendar se malo že počutim odomačeno, počutki v povezavi z glasbo. Recimo na en drug primer, kjer je bila situacija na avtobusu, od tukaj so bili neki občutki glede motečega vonja od nekoga na avtobusu, pa nek občutek zadržanosti do neznancev. V odnosu s prijateljem, s katerim je bila oseba na avtobusu, so bili neki občutki lahkotnosti v pogovoru, malce zadržanosti, neke nenavezanosti na vsebino. V ozadju tega zasebnega mehurčka je bila pa neka globoka napetost. To izpostavljam zaradi tega, ker in tudi tele črtice niso tukaj samo zaradi lepega, ampak namreč te mehurčki med seboj niso zamejeni. Občutja in afekti prehajajo, med seboj vplivajo in zato je čisto za vsak dan pomembno, da se zavedamo, da kaj počnemo, s kom počnemo, kje smo, lahko sovpliva na naša notranja zasebna občutja. In obratno, naša notranja občutja lahko vplivajo na vzdušje in na druge v naših okoljih. Zdaj pa samo za zaključek še enkrat izpostavim množico nekih afektivnih občutij, ki smo jih nabrali iz naših podatkov. In izpostavim, da smo prav gotovo potrdili, da je naše doživljanje zelo raznovrstno in spremenljivo, da je zelo gibljivo, na površju v ospredju bolj, v globinah v ozadju manj, ampak v obeh, tako v ozadju kot v ospredju, prihaja do sprememb, kar je pozitivno, tako pozitivno kot negativno, kajti lahko nas nekaj privesi v pozitivno občutje ali pa v negativno. Ampak to, da je spremenljivo, se mi zdi zelo pozitivna nota, kajti ne glede na to, v kakšnem razpoloženju se znajdete, to ni dokončno razpoloženje. Izpostavila bi tudi, da so naši občutki povezani tako z našo naravnanostjo, odnosom do sveta, kot z okoljem. Kar je tudi dobro, da se zavedamo, ko interaktiramo in si ustvarjamo naše okolje. Tako družbeno kot ambientalno. Rekla bi tudi, da kar čutim, to sem. Naša čustva obarvajo naš svet. Kaj nam je pomembno, zakaj nam sploh ni mar. Zadnje je vse vedno nek afektivni naboj, če nam nekaj sploh ni pomembno, verjetno tega sploh ne bomo zaznali, če pa smo na nekaj zelo navezani, bo to vedno prišlo v ospredje. In opazovanje teh občutkov lahko porodi marsikaj zanimivega. Še en zaključni stavek bi povedala in izpostavila, da je naša čustvena pokrajina, ne samo doživljanje samo, zelo bogata in raznolika, kar ima za raziskovanje čustev precej implikacij, kaj sploh raziskujemo, ko raziskujemo čustva, a je to nek hipni občutek, a je to neko globje razpoloženje. Za nekako vsakdanje, za naš vsakdanu bi pa izpostavila, da se zavedamo, da redkokdaj čutimo samo eno vrsto občutij, in da naša globinska vzdušja zelo pomembno vplivajo na naše površinske čustvene naboje. In da z opazovanjem, kar smo v naši raziskavi zelo aktivno in vztrajno počeli, neizogibno spreminjamo, kar čutimo. S tem, ko spremenimo našo pozornost, s tem, ko usmerimo našo pozornost v del doživljanja, spreminjamo to, kar bomo opazili, to, kar bomo doživeli. To je tudi osnova marsikatere meditacijske tehnike. In prav s tem opazovanjem bi meditacija rekla, da lahko tudi spremenimo naš odnos do teh globinskih občutij, ki se porajajo. In če z opazovanjem lahko spreminjamo občutke in če to, kar čutimo, soustvarja svet, kot ga zaznavamo,
s tem tudi spreminjamo svet, v katerem živimo. Evo, najlepša hvala za vašo pozornost. S tem sem prišla do konca zaključkov.